Prejšnji teden smo praznovali Jezusovo rojstvo. Poglejmo še nekaj odlomkov iz Svetega pisma, da bomo bolje razumeli Jezusovo rojstvo. Preden je začel Jezus javno delovati, je nastopil Janez Krstnik, prerok, ki je pripravil pot za Jezusovo delovanje. Kaj je prerokovano o Janezu Krstniku? In ti, dete, se boš imenovalo prerok najvišjega. Pojdeš namreč pred Gospodom, da pripraviš njegova pota in daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje v odpuščanju njihovih grehov po prisrčnem usmiljenju našega Boga, zaradi katerega nas bo obiskalo vzhajajoče sonce z višave, da razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, in naravna naše noge na pot miru. Janezovo poslanstvo je bilo zelo jasno, da pripravi pot za Jezusa, da oznanja odrešenje vsem, ki prosijo odpuščanje za svoje grehe. Pripravi njihova srca, da bo Jezus lahko razsvetlil vsako temo in naravnal človeške poti na pot miru, odpuščanja in sprave. Kako je začel delovati Janez Krstnik? Prehodil je vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnenja v odpuščanje grehov, kakor je pisano v knjigi besed preroka Izaija, glas pijočega v puščavi. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze, vsaka dolina naj se napolni in vsaka gora in hrib naj se zniža. Kar je krivo, naj bo ravno in razkopana pota naj bodo gladka. In vse meso bo videlo Božje odrešenje. Tukaj vidimo, kaj je oznanjal Janez Krstnik. Naj pripravimo naša srca za Gospoda, njegovo pot. Janez je pozival ljudi, naj spremenijo svoje življenje in sprejmejo Božja merila. Nova zavest tako spremembo imenuje spreobrnenje. Potrebno se je vrniti Bogu, poravnati svoje poti z njim in se srečati. Kar se tiče človeštva, je najbolj pomembno vprašanje, a smo pripravljeni na srečanje z Bogom. Nekega dne bo pomembno samo eno. Smo poravnali svoje poti z Bogom? To možnost nam daje Jezus. Kaj je pomenilo Jezusovo rojstvo? Njega je Bog javno določil, da bi bil svojo krvjo orodje sprave, h kateri prideš po veri. S tem je hotel pokazati svojo pravičnost, tako je svoji potrpežljivosti odpustil prej storjene grehe. Hotel je pokazati svojo pravičnost v sedanjem času, da je namreč sam pravičen in da opravičuje tistega, ki veruje v Jezusa. Kakšen je naš odnos z Jezusom? A verujemo, da je bil orodje sprave med človeštvom in Bogom? A verujemo, da je Jezus edini pravični, ki je umrl za nas, grešnike? Naša vera, ki sprejema Božjo pravičnost, nam omogoča odrešitev, saj nam odpira vrata, da smo sprejeli to, kar je Jezus storil za nas. Če to ne verujemo, smo še vedno v duhovni temi, smrtni senci. Če ne verujemo v Jezusa,
njegovim besedam. Nimamo luči, ki bi nam razsvetljevala pot. Danes je veliko ljudi, ki samo površno verujejo, ne dovolijo pa Jezusu, njegovim besedam, da bi spreminjala njihova življenja. Janez Krstnik je bil zadnji starozavezni prerok. Pripravljal pot za Jezusa. Z Jezusom se je začelo obdobje nove zaveze. Najprej z oznanjanjem, delovanjem in vrhuncem odrešitvijo na križu. Prvi apostoli, Pavel, so začeli oznanjati službo sprave. Vse je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil z njim, nam pa naložil službo sprave. Bog nas je po Kristusu spravil s seboj. Toda obstaja pomembno vprašanje za nas. A smo se tudi mi spravili z njim? Zato je še danes zelo aktualno sporočilo Janeza Krstnika. Naj poravnamo pota pred Gospodom in ga sprejmemo za odrešenika. Službo sprave, ki jo je začel oznanjati Janez Krstnik, so nadaljevali apostoli, kot beremo v Svetem pismu. Nikomer drugem ni odrešenja, zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili. Jezus je svojim rojstvom začel pot odrešitve in jo dokončal svojo smrtjo. Danes še vedno vabi vse, ki se niso spravili z Bogom in sprejeli Jezusa za svojega odrešenika, da to storijo. Pavel je nadaljeval to službo in pravi: za voljo Kristusa smo torej poslani, po nas vas kliče Bog, za voljo Kristusa vas prosimo, spravite se z Bogom. Danes je zadnja nedelja v letu 2023. Kaj vse nam je prineslo, ve vsak sam. Obstaja pa pomembno vprašanje za vsakega od nas. A smo spravljeni z Bogom? Je Jezus naš odrešenik? A je naše srce pripravljeno in odprto za Boga? A smo spravljeni z Bogom in ljudmi? Tako kot vedno ob koncu leta delamo inventuro, napravimo jo tudi v svojem srcu. Prosimo Jezusa za odpuščanje in tudi mi odpustimo, če je potrebno komu odpustiti. Imejmo poravnane poti pred Bogom in ljudmi. To bo tudi najboljša popotnica za novo leto 2024. Naj nas navdihujejo besede psalmista. Ogiblji se zla in delaj dobro. Išči mir in se zanj zavzemaj. Amen.